Zaradi bližine klimatskih pogojev in varnosti so sredozemske države še vedno najbolj obiskane. Prednjačijo Grčija, Tunizija, Turčija ter otoka Sardinija in Korzika. V promet gredo predvsem najbolj ugodni družinski paketi, bolj varčni pa se skušajo znajti po svoje. Ko štiričlanske družine pošiljajo povpraševanja, se nekako omejijo do 2000 evrov, recimo naj bi bil nek budžet, čeprav potem še vedno iščejo ugodnejše ponudbe. Opažam, da ogromno družin same bukirajo letalske karte in si rezervirajo namestitve preko tako zvanih spletnih strani, kot je Airbnb, Casamundo, Booking.com. Predvsem za svetovne popotnike omejitev praktično ni, vse bolj priljubljena je Azija, poleti tudi ZDA. Slovence tako rekoč lahko najdeš povsod. Slovenci zelo radi potujejo in recimo v času 1. maja, krompirjevih počitnic novega leta, ogromno potujejo na daljša potovanja, poleti pa se odločajo bolj za počitnice, torej letovanja. Pravi hit zadnjih let so bila križarjenja na luksuznih ladjah. Čeprav poznavalci menijo, da bo letos rast števila slovenskih potnikov zaradi rahlega dviga cen ladijskih aranžmajev upadla. Predvsem so cene zrasle oziroma postopoma rastejo zaradi zmanjšanja prostih kapacitet v Sredozemlju. To je bila odločitev ladjarja, ker je lansko leto je bilo preveč, če lahko rečem temu, ladij v Sredozemlju, torej zasičenost je bila prevelika. Kljub temu pa bo med več kot 150 različnimi itinerariji, paketi in ladjami vsak našel sebi in svojemu žepu primernega, je prepričan Mihajič. Tudi statistike kažejo, da več kot 98% potnikov je oceni križarjenje kot zelo, zelo uspešno in pa seveda se želijo tudi v naslednjih 2 letih ponovno vrniti. Kjerkoli in kakorkoli že, če ste si jih zaslužili, počitnice namreč vam želimo prijetno pot.